Tako banka kot skupina Nove KBM sta v letu 2011 poslovali z izgubo. Po nerevidiranih podatkih je samo banka leto 2011 končala slabimi 60 milijoni čiste izgube. Glavni razlog so slabitve in rekordno število insolvenčnih postopkov gradbenih in nepremičninskih naložb. Po mnenju aktualnega predsednika uprave Andreja Plosa pa dokapitalizacija banke ni potrebna. Datum za sklic izredne skupščine na zahtevo AUKN bodo sporočili prihodnji teden. Prvi nadzornik Dušan Jovanović pa je ne glede na zahtevo AUKN po zamenjavi nadzornega sveta danes dejal, da imenovanje novega predsednika uprave teče nemoteno in bodo v prihodnjih dneh na pogovore povabili kandidate za najvišje mesto v banki. Med najresnejšimi se omenjata Aleš Hauc, zdajšnji direktor Pošte Slovenija, in Tomaž Toplak, nekdanji prvi mož KAD-a. In seveda nadzorni svet bo to delo opravil brez kakršnih koli pritiskov ali kakršnih koli vmešavanj kogarkoli in seveda odgovorno zaključil svoje delo v smislu tudi izbora uprave, vkolikor seveda se vmes ne zgodi zamenjava nadzornikov in seveda potem avtomatsko seveda novi nadzorniki prevzemajo to težnjo kadrovske funkcije. Nadzorni svet Elektra Maribor bo danes izmed 6 kandidatov izbral novega predsednika uprave. Mediji so poročali, da naj bi imeli po neuradnih informacijah največ možnosti za imenovanje nekdanji mariborski župan Boris Sovič, nekdanji direktor Lafarge Cementa Iztok Virant in nekdanji prvi nadzornik Elektra Maribor Matjaž Madžarac. Danes bo potekel rok, ki ga je Mednarodna univerzitetna športna zveza postavila slovenskim organizatorjem glede izvedbe zimske univerzijade v Mariboru leta 2013. FISU je v primeru slovenske odpovedi študentskih iger napovedal tožbo na Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani. Kdo bo Sloveniji odpovedal univerzijado, še zmeraj ni jasno. Dokler na mariborski občini ne bodo dobili uradnega dokumenta strani vlade, da odstopa od pogodbenih obveznosti sofinanciranja v višini 30%, tekmovanja ne bodo odpovedali. Na mariborskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje 5 obtoženih za protizakonito organizacijo in sodelovanje v nelegalnih športnih stavnicah. Med obtoženimi je tudi nekdanji nogometni reprezentant Goran Šukalo. Šukalo je tudi edini od 5 na prostosti, preostali 4, Kosta Turner, Ivan Vinko, Vasja Turner in Zvonko Hajšek, so od 20. aprila lani v priporu. 5 naj bi od novembra 2008 pa vse do lanskega prijetja organizirala nelegalne športne stave za posamezne športne prireditve, predvsem za nogometne tekme. V tem času naj bi skupina prejela kar 43 milijonov evrov stav in pri tem samo s provizijami zaslužila okoli 1 milijon evrov. Na Ptuju se je začela dvodnevna konferenca z naslovom Slovenija brez odpadkov, s katero želijo seznaniti slovensko javnost in politiko, da so odpadki lahko tudi dragocena surovina, da jih je mogoče ponovno uporabiti, predelava odpadkov pa posledično zagotavlja tudi nova delovna mesta. Danes in jutri bo precej jasno vreme, le v vzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 14 do 19, jutri do 21 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in nekoliko hladneje. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Pred jutrišnjim protestom pred azilom za živali na Snagi pojasnjujejo, kakšno je zdravstveno stanje živali. Integracija beguncev v Sloveniji je neuspešna. Bili smo na premieri filma Metropolis, ki ga je v živo spremljal simfonični orkester SNG Maribor. Bodite z nami ob 18.